Lep pozdrav v imenu poslovnih angelov, ki jih vodim že par let. Mi imamo tam med 40 in 50 člani v Sloveniji. Smo vključeni v Združenje poslovnih angelov Evrope, kar pomeni, da imamo en tak lep network, kjer lahko pomagamo z znanjem in s povezavami startupom, ko se enkrat premakne iz tega regionalnega ali pa lokalnega trga potencialnega na širši trg. Imamo tudi internetno stran, znotraj te internetne strani imamo Startup Includer, kamor vabimo vse tiste, ki imajo ideje, da po vzorcu, ki je tam objavljen, prijavijo svojo ponudbo oziroma svojo idejo, če je že tako daleč, da je izdelek ali storitev, in da na ta način pride v pipeline v obravnavo do investitorjev. Čim več jih bo, tem lažje bomo izbrali tiste, ko bojo zmagovalci. To nič ne košta, nič ne boli in je čisto enostavno. Mi delamo na ta način, da skozi tak Includer in skozi druge dogodke zbiramo dobre ideje za startupe in te predstavljamo investitorjem sproti na sami internetni strani, sicer pa organizirano na 4 do 5 dnevih, ki jim rečemo demo dnevi. To je, ko se startupi predstavijo investitorji. Kot jaz zdaj vam predavam, takrat vi predavate investitorje, oni lahko sedijo in potem se vsega, v katerega od vas bi investirali. Prvi tak bo 4. aprila, ta dogodek bo v Tehnološkem parku Ljubljana, v sodelovanju z njimi ga tudi organiziramo, skupaj seveda z Jakobom in z njegovim timom in še z ostalimi. Kar pomeni, da če imate že zdaj zelo ready in pripravljen startup, smo seveda pripravljeni vas vključiti celo na ta demo dan. Moja dva predhodnika sta vam že praktično vso skrivnost startupov opisali, tako da bom se jaz mogoče zdaj malo ponavljal, rad bi pa povedal, preden grem v podrobnosti postopka, da ne obstaja nobena razlika med podjetjem v kulturi, med podjetjem v kmetijstvu, v industriji in v IT industriji. Naša družba se digitalizira skozi, po vseh sektorjih in odgovor na vprašanje prej, zakaj toliko startupov z tega področja, zato ker je vhodni prag digitalizacije obstoječih sistemov daleč najbolj enostavno in daje največji učinek v smislu dviga produktivnosti, kar pomeni, da najlažje in najhitreje startup, ki ima dobro idejo, tam tudi unovči to idejo. In v bistvu je za nas pomembno, da vam povemo to, da imamo dva načina, kako pridemo do idej. Ena je induktivna, druga je pa deduktivna. In glede na to, da koliko je pri vas podjetnikov ali pa takih, ki razmišljate, da bi postali podjetniki? No. To pomeni, da imate neko notranji klic, neko zamisel, ki bi lahko bila koristna za širše uporabnike. In če je ta ideja dovolj močna, da jo izoblikujete, potem naredite to najprej v miselnem procesu na papirju, potem v prvem krogu znancev, prijateljev, testirate, ali bi to kupili oziroma ali res obstaja ta potreba. Se pravi, mi moramo definirati problem. Vi imate idejo, vprašanje pa je, ali je ta ideja tako dobra, da jo tudi drugi čutijo in da boste vi rešitev za problem, ki ga čutite, lahko prodali ostali. Da ne bom teoretični, če grem naprej, imamo kafeljer, tukaj le gor imamo, evo ga, fantje so kuhali kavo in pri kuhanju kave na avtomatih je problem čiščenje zgornjega dela ročke, kjer gre vroča voda in skuha kavo. In to je treba večkrat delati in če ne očistiš tega dobro, potem imaš probleme, se kava v naslednjem dnevu zažge. Vzame pa to čiščenje približno 1 uro na koncu dneva. In oni so razvili ročico, ki omogoča z baterijo pranje z neko vrtečo krtačo
zelo hitro in zelo učinkovito, pa ne samo na konc dneva, celo med delovnim časom. Se pravi, imeli so idejo. Zdaj so najprej šli do brez proizvoda. So šli do lokalov in so vprašali, ali imajo drugi tudi enak problem z čiščenjem na konc dneva ali pa smrdečo kavo drug dan zjutraj, če nekdo pozabi stroje oziroma opremo čistiti. In so ugotovili, da je to res. Potem so jih vprašali, kako bi pa vi to rešili, oziroma kako bi bili pripravljeni plačati v primeru, da vam mi najdemo rešitev, ki bi ta problem odstranila. No in šele takrat so šli to razvijati, kar pomeni, da so induktivno idejo probali na deduktivni način testirati. In to je to, kar vas uči tako imenovana Lean Startup tehnologija, ki so jo razvili na Stanfordu, kar pravijo, ker osnovno moto tega je, startupi niso pomanjšana velika podjetja. Startupi se morajo učiti na trgu s korakom preizkušnjanja svojih idej in postopnim razvijanjem produkta. Se pravi, ne sedimo v delavnici, ne naredimo produkta, narišemo ga in gremo spraševati trg, ali bi to želel kupiti in za kakšno ceno. To je ključna razlika. Ko delamo nove modele avtomobilov, grejo v velike raziskovanja, 30-40 tisoč ljudi testirajo, zapravijo za to 30 do 60 milijonov, da naredijo posnetek stanja, kaj ljudje hočejo. Skozi take raziskave trga, torej z direktnim kontaktom z kupcem, veliki avtomobilski proizvajalci pridejo do tega, kakšen je trend, kako se naša miselnost ali pa želja po novih avtomobilih oblikuje in spreminja. Vi ne morete, ker imate minimalne resurse in ker začenjate nekaj znova, seveda ne morete tega delati za velikim denarjem, zato greste v krog, ki ga najbolj poznate, to svojo idejo najprej testirati. In če je tukaj dobra odziv, potem se usedete in poskušate narediti prvi izdelek, ki je nek prototip. In potem greste s tem prototipom naprej, in tukaj smo zdaj na tem, in s tem prototipom ponovno testirate, ali ima vse kvalitete, ki jih trg želi, še ne prodajate, oziroma poskušate že dobiti prvi odziv, tudi mogoče prve kupce, kar je odlično. No in šele takrat se potem resno začnete pogovarjati s svojimi sorodniki, s svojimi znanci in prijatelji, temu rečemo trije, pa kakšnim drugim investitorjem, temu rečemo 3F, trije norci ali 3 fools, ne? Ker samo tisti, ki so srcem blizu vas, vam bojo dali za vaše ideje, to se pravi, običajno znotraj familije to rešujemo sredstva za neke poskuse v korakov v modro. Vse to je namen. Tudi kasneje, ko mi pridemo, je to še velika verjetnost, da bojo koraki v modro in da nam bo v nekem trenutku zmanjkalo tal pod nogami. Se pravi, to je to ideja in vi zdaj morate ugotoviti, kakšen je potencial te ideje na trgu. Sem povedal z malo drugačnimi besedami. Absolutno ne morate tega sami narediti, to sta kolega prej povedali, zato je naslednja stvar tim. Pri tem bi vas rad upozoril, da kadar boste razmišljali o temu, se ne ozirate na znance in prijatelje, ampak se ozirate na strokovnjaki, ki vam pri tem lahko pomagajo. In se morate postaviti v vlogo prvega med enakimi in iskati tiste ljudi, ki imajo kompetence, ki jih vi potrebujete za to, da boste izdelek razvili. Ne pa vzeti prvega pravnika bom vzel zato, ker je brat od moje sestre, oziroma brat od mojega prijatelja pravnik. Ne gre. Boste slabo končali, zgubili boste prijatelja, pa nezadovoljni boste z storitvijo. To je najslabša stvar, ki jo lahko naredite. Torej, zato je dobro se vključiti v community startupov, v vso pa podporno okolje, kjer lahko ogromno ljudi najdete, ki so že končali kakšen startup, pa se ni prebil med prvih 10 od 100, oziroma med prvega med 10,
in išče zdaj nove izzive in ima že izkušnje in vam pomaga. To je izjemno pomembno. Na ta način, za tako ekipo vi prijete do tako imenovanega minimum viable product. To je nekaj, kar vi od svoje storitve, od programske opreme ali pa od ročice za čiščenje kave lahko že prodate. Minimum viable product, to pač pride spet iz Stanforda, potem Lean Startup metodologiji. In ko ga imate, je zdaj pa z našega stališča investitorja zelo pomembno, da vi ugotovite, koliko vas to košta. Koliko vas bo izdelek koštal, kar pomeni, da morate imeti kalkulacijo na enoto. In ta kalkulacija na enoto je izjemno pomembna, ker morate ugotoviti, koliko je vaša lastna cena. To pomeni, koliko imate stroškov za proizvodno storitve ali izdelka in koliko je pa tržna cena, koliko je trg pripravljen za to, za izdelek ali storitev plačati. In čim večja je razlika, tem bolj za vas. Pa se smejete. In seveda, potem ste pripravljeni na vse izzive, ki vas bojo na tej poti do rasti čakali, ko bo pritisk na zmanjšanje te razlike v ceni. In praviloma je zelo pomembno, pa praviloma startupi pozabijo na ta osnovni element, da ugotovijo, koliko njih stane za res izdelek ali storitev. Na enoto. Potem pa temu dodamo naslednji velik strošek, kako pridemo do kupca. Mi prevečkrat slišimo, da bomo prišli do kupca z oglaševanjem na socialnih omrežjih in da bo strošek oglaševanja oziroma pridobivanje kupcev 5 ali pa 10.000 evrov na leto. Za 5 do 10.000 evrov ne boste prišli nikamor na skali Google do prepoznavnosti, ampak boste morali za to porabiti 50, 60 ali 100 ali pa še več, odvisno od tega, kak velik trg, na katerem trgu nastopate, oziroma kako velik je ta trg. In zato morate temu dodati customer cost acquisition. In naslednja stvar je, posebej zdaj, ko smo na Google, oziroma ko smo na internetnih sistemih prodaja, če imate internetne produkte, ne nekaj, kar se odnese domov, potem je vprašanje, koliko časa bojo ljudje ostali na vaši strani, koliko časa bo jih zanimal vaš produkt in da vas bojo zapustili oziroma bojo izključili ali pa se izključili iz vašega appa. In to je drugi kazalec, ki je izredno pomemben za to, da boste vi uspeli ali pa ne boste uspeli. Ne rečem, da je treba imeti poslovni načrt tak, kot ga ima avtomobilska industrija za nov model, vendar, ko vi dosežete minimum viable product, dobite ceno, dobite stroške, kako nastopati, koliko vas košta osvajanje trga, seveda morate začunati, koliko vas stanejo zaposleni, poštovodi in vse ostalo, to je relativno enostavno, ampak morate to dati v časovno premico. In vi si morate razdeliti, kaj bomo naredili v prvem kvartalu, pa do 4. kvartala. Ko imate kvartale, grobe kamne narisane, pa grobe cilje, to razdelite na mesec in potem to spremljate tedensko, ali ste naredili ali niste. Kakšen je bil feedback z trga, kakšen je bil feedback od podizvajalcev, kako so reagirali, kakšne so analize oglaševanja na internetu in tako. Kar naprej to popravljate in iščete najbolj optimalno, temu rečemo product market fit ali pa product market mix, da pridete do tega, da je vaš produkt, bi rekel, preživel otroške bolezni in da se približuje temu, kar rečejo ekonomisti break-even, kar pomeni, da vaši prihodki pokrivajo vse tekoče stroške. To je še daleč od dobička. Samo tekočne stroške. Zato, ker ste v prvem obdobju imeli seveda več stroškov, kolikor prihodkov. Tukaj bi vas rad opozoril na to, da morate biti pozorni na dejstvo, da se običajno dogaja, da prihodki prihajajo kasneje, pa da so nižji, kot smo jih načrtovali, stroški so pa večji, pa nastajajo prej, kot smo pričakovali. Nekaj se zaplete, moramo dodatne administrativne postopke, dovoljenje. Če govorimo o tehničnem
o tehničnih izdelkih, je industrializacija največji strošek ali pa najdražji, pa najtežji del. Vse je ostalo relativno enostavno, če vzamemo tak afilier, predtem bojo oni dobili vse dovoljenja, da bojo lahko to ročico resno prodajali in dobili od slovenskega SIK-u attest, da to ni nevarno, kar je potrebno za vse gadgete, bo kar trajalo. In recimo taka stvar stane 50 000 evrov, kar ni mača šala. No, in potem pridete v nekem obdobju do tega, da boste prišli do dobička. Ta pot je strma. Rad bi vam povedal, da voditi startup, to ni služba. To je način življenja. Jaz, če grem v London, so tam pisarne polne v 10. Če grem v tehnološki park, so veliko pisarne odprtih oziroma osvetljenih, tukaj v Ljubljani, pa še kje ob 6, 7, 8, ker drugi že veselo športamo po Rožniku ali kjerkoli. Tako da, vi se morate zavedati, da če boste res popolnoma predani in prežeti, potem imate možnost za uspeh. Ob upoštevanju, da lahko dobite vse možne inpute zdaj od vsega podpornega okolja relativno poceni oziroma zastonj. Torej, črpajte znanje tam, kjer je, učite se na napakah vaših kolegov, temu se reče peer-to-peer, izkušnje, ki so daleč najbolj verjetni. To, če vam jaz prepovedujem, vam neč ne pomeni, če bo vam nekdo to povedal, kar vam jaz prepovedujem, ko je failov, pa bo rekel, le, zato sem pokleknil, to pa veliko pomeni. No, evo, tukaj imamo en primer, GoTalki, bom povedal, kako se mi je zgodilo, izjemno perspektivna stvar, izdelek, ki je imel za idejo, da Mobitel deluje tudi v območju izven kroga dosega mobilnega operaterja. In sicer daš Mobitel, ob njega daš walkie-talkie, to se pravi visokofrekvenčen radijski sprejemnik in oddajnik, in ona dva se med sabo pogovarjata in tudi, če greš ti v planine, ali pa recimo, če te zasuje na planinah, ali se zgubiš, padeš v prepad, te v bistvu lahko detektirajo, ker signal samo z telefonom ne, ker ni signal med tem, ko s tem, s to napravo, bi te pa čez radijsko omrežje detektirali. Zelo dobro outsourcing razvoj, ki ga niso mogli kontrolirati, porabili za to preveč sredstev in kaj se je zgodilo, ko so bili na 3/4 poti do uspeha, jim je zmanjkalo likvidnosti. In investitor je zgubil zaupanje in je rekel, ne dam vam še ene runde sredstev in podjetje se je ustavilo in šli so z napol končanim izdelkom nazaj domov. In tako napol končanega izdelka tudi prodati ne moreš drugemu startupu ali veliki industriji. Je pa to izdelek, kjer je bil izredno perspektivno, zato ker so samo 3 proizvajalci, oni so bili 3. proizvajalec na svetu. Tako da, ja, in kar bi rekel je, malo tudi smo imeli pametno steklenico pred časom, 3 leta nazaj, ki je imela tehnico od spodaj in če si imel premalo, če nisi natočil si vodo in potem je bil ta tehnica povezana z tvojim mobilnim telefonom in te je sporočala, da piješ premalo vode, kar se veliko krat dogaja. Oni so uspeli, mi so podaljšan razvoj, zamudili so najboljše obdobje so jih začeli kopirati Kitajci in danes se borijo pravzaprav za Kitajci na ameriškem trgu, ki je najbolj razvit za to področje. Ampak so ostali živi, se borijo, grejo naprej in je zgodba o uspehu. Na teh je bil, so infantje z izrednim znanjem robotike pa vizualizacije in so naredili najboljši testni aparat za vožnjo, ki pač simulira vožnjo z avtomobilom, zdaj že tudi za letala, ki pa je veliko cenejši, kakor obstoječi, veliki, pa tako kvaliteten kot tisti, ki stanejo 200 do 300 jurjev, njihove pa samo nekih 30 ali 50 tisoč evrov.
Za konec bi vam rekel, bodite pogumni, ampak bodite tudi objektivni. Zato, ker je vaša ideja ni nujno, da je všeč ali pa da ima dejansko trg in mi temu rečemo, ubite svojo idejo in iščite novo. Naj vam ne bo žal. Startup pomeni stalno iskanje in stalno inoviranje in ne se sekirati, če za prvo idejo ne boste uspeli. Veliko se boste naučili o upoštevanju ali pa pomoči startup okolja, ki še enkrat poudarjam zastonj, in mi potem delamo te demo dneve in tja povabimo tiste, ki so se prebili skozi to sito testiranja trga. Približno 350 podjetij do 400 pogledamo, ne samo iz Slovenije, tudi iz okolice, centralne CE regije, se pravi od tu pa do od Jadrana pa do Baltika, rečemo temu. In znotraj tega potem običajno naredimo 4 do 5 demo dnevov, na katerih predstavimo približno 5 do 8 startupov. In to ne glede na provenienco ali to umetnost, ali je šport, ali je kaj drugega, kultura. Pomembno je, da ima trg in da je trg zagrabil in da je cena, razlika v ceni med tem, koliko to vas stane, da naredite, in temu, kar je trg pripravljen plačati, dovolj velika. Takoj bom. Če vam povem, imamo en startup, ki zdaj proizvaja, Enikam se imenuje, proizvaja novo sredstvo za uničevanje glivic in bakterij na nogah, zdaj pomlad bo prišla, je to spet aktualno, pa na nohtih, pa tudi v ustni votlini. Oni prodajajo izdelek v verigi dodane vrednosti za 10, v trgovini se prodaja za 50. Taki so stroški v verigi dodane vrednosti, če vi delate z trgovskim blagom, recimo v farmaciji. Praviloma je vaš zaslužek že v 10, kar pomeni, da njen izdelek mora koštati največ 6, lastna cena, da ga ona za 10 proda, da ga vsi tisti posredniki potem prodajo za DDV-jem za 40. In to vse mi plačamo na koncu. In zdaj, digitalizacija pa seveda pomeni iskanje, kako lahko katerega koli v tej verigi dodane vrednosti izbrišemo in zato povečujemo vrednost. In to velja v kulturi, to velja v umetnosti, to velja v kjerkoli, povsod je njih, tudi v športu. Šport se tako spreminja, ali pa prodajanje športa za digitalizacijo, da je to neverjetno. Glasba, prekočna glasba, film, Netflix in ostalo, radikalno spreminja odnos in seveda nekdo zdaj zasluži, prej je cela ta veriga zaslužila, zdaj pa služi samo Netflix, ki direktno vam v dnevno sobo prenese za 6 evrov kjerkoli nov film. In zato je treba biti inovativno, poskušati res nekaj nad, kar je novega. Evo, vprašanja. Glasno. Ja, meni v tej enačbi nekaj manjka in manjka mi sicer... Veliko manjka, ker sem imam 15 minut in zato seveda... Po teh slikah, ko so bile manjka, mi pa me zanima vaše mnenje, cena... Na tej sliki vam kaj manjka. Cena za okolje. Mi govorimo o temu, kako pa celo jutro imajo mladi v vsej Evropi oziroma imajo strah za podnebno pravičnost. Se pravi, ta model, ko smo do zdaj zborali, nekako, da nismo uspeli tako dobro razstaviti, da bi našim prihodnim generacijam trajnostne vire omogočali, s katerimi bi oni še naprej razvajali. Vsi startupi, ki so na tem področju in rešujejo ta problem, bodo v naslednjem obdobju več kot uspeli, zato ker je naša zavest pošla zdaj do malo večjega nivoja in ne delamo več tako, da jaz tukaj nekaj proizvajam, pa svinjarijo mečem na ulico ali pa na sosednji vrt. Danes vemo, da tudi, če to naredim,
in jaz dobim dobiček, nekdo drug mora pa plačati vse stroške mojega neustreznega početja. In v enačbo koristnosti se vedno bolj vključuje to, kar ste vi rekla. Da? In taki start-upi, ki bojo pravzaprav imeli socialno inovacijo, bodo naslednja runda. Sej, če pomislimo, koliko papirja smo včasih porabili za časopise, koliko dreves smo za to posekali, je danes to že 30–40% manj. In enako bo, jaz pričakujem, da bomo končno prišli do stroja za pridobivanje električne energije, ki bo drugačen, kot je zdaj. Mislim, da to ne bo prav daleč stran časovno. In do vsega ostalega, kar bo lahko znanost prinesla. Znanost že nekaj ima samo biznis, veliki biznis oziroma karteli, ki pa vladajo v svetu, pa to preprečujejo, zaradi tega, ker se bojijo, da bodo prišli ob svoje velike zaslužke. Danes vlada svetu nafta, pa vse, kar je z nafto povezano, veliki kmetijski sistemi, pa zaščita kmetijstva, pa vse, kar je povezano z vašim zdravjem in z vašo prehrano in krona vsega je bančništvo in denarni sistem. To je največji monopol, če pomislite, da centralne banke delajo denar iz zraka z konvencijo in vam za to zaračunavajo primarno obrestno mero. In če vam še povem, da ameriška centralna banka sploh ni v lasti države, ampak je v lasti komercialnih bank, komercialne banke kao garantirajo za vsak dolar, ki ga je ameriški Fed izdal. Mislim, veliko je tega v tem obdobju, ko smo hitro rasli po drugi svetovni vojni, so se razvijali monopoli, posebej tam po 70. letu, ko smo popustili pritiskom velikega kapitala, ampak to je Slovenija ni relevanten prostor za tako analizo. To moramo pogledati, kaj se dogaja v Evropski skupnosti, v velikih državah, na Kitajskem, če pogledate zdaj, ali če pogledamo recimo v Združene države. Ampak Kitajska je najlepši primer, kam gre radikalen kapitalizem. Tam bo imeli na koncu 3 ali pa 4 velika podjetja, ki bodo izkoriščala AI industrijo in tehnologijo interneta in bodo obvladovale 1 milijardo 600 ljudi. Po vseh vidikih, nakupnih, po obnašanju in vsem ostalim. To je v bistvu že skoraj malo scary, ampak zato pa pravim, ko se bo zavest dvignila, ko bomo še malo bolj trpeli zaradi onesnaževanja okolja, ko bo vremenske spremembe tako krute, pa bomo pa reagirali, sem prepričan.